Iz Lukovega evangelija. Tisti čas je Jezus vzel s seboj Petra, Janeza in Jakoba in šel na goro molit. Medtem, ko je molil, se je videz njegovega obličja spremenil in njegova oblačila so belo sijala. In glej, dva moža sta se pogovarjala z njim, bila sta Mojzes in Elija. Prikazala sta se v veličastvu in govorila o njegovem odhodu, ki ga bo dopolnil v Jeruzalemu. Petra in druga dva, ki sta bila z njim, pa je premagal spanec. Ko so se zdramili, so videli njegovo veličastvo in oba moža, ki sta stala ob njem. In ko sta odhajala od njega, je Peter rekel Jezusu: Učenik, dobro je, da smo tukaj. Postavimo 3 šotore, tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega. Ni namreč vedel, kaj govori. Medtem, ko je to govoril, pa se je naredil oblak in jih obsenčil, in ko so šli v oblakih, je obšla groza. Iz oblaka se je zaslišal glas: Ta je moj sin, moj izvoljenec, njega poslušajte. In ko se je ta glas zaslišal, je bil Jezus sam. Oni pa so molčali in tiste dni niso nikomur povedali, kaj so videli. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Spoštovane gledalke in gledalci, kadar doživljamo kaj težkega, nas opogumljajo spomini na lepa doživetja. Jezus je izbranim 3 apostolom dal doživeti čudovit dogodek na gori Tabor, zato da bi jih opogumil za trenutke, ko bo trpel. Na neki način je bilo njegovo spremenjenje predpodoba njegovega vstajenja. Spremenil se je in je belo zasijal. Zraven sta se prikazala 2 moža iz večnosti, ki sta že zdavnaj umrla, Mojzes in Elija. Oglasil pa se je celo Božji glas, glas nebeškega Očeta. Blagor 3 izbranim apostolom, ki jim je Jezus dal doživeti izkustvo Božjega veličastva. V neki anketi za duhovnike je bilo zastavljeno tudi približno takšnole vprašanje: Ali si v zadnjem mesecu bolj izrazito doživel Božjo bližino in kolikokrat? Podobno vprašanje si lahko zastavi vsakdo izmed vas. Upam, da se odgovor glasi: čim večkrat. Naprimer, vsakič, ko sem pri sveti maši, doživim Božje veličastvo, pri vsaki poglobljeni molitvi, v trenutku sprave ali morda nekateri tudi ob sprehodu v naravo in tako dalje. Skušajmo se ustaviti ob določenih simbolih oziroma znamenjih, o katerih smo slišali v Božji besedi. Najprej gora. Gora je v Svetem pismu kraj razodetja Boga, kraj doživljanja Božje bližine. Spomnimo se na Mojzesa, ki je šel na goro molit. Na gori je tudi prejel 10 Božjih zapovedi. Gora je v Svetem pismu tudi kraj darovanja. Spomnimo se na Abrahama, kako se je z Izakom vzpenjal na goro Morijo, da bi tam opravil daritev. Zanimivo, da tudi precej duhovnikov in vernikov v današnjih časih rado hodi v hribe, verjetno tudi zato, ker tam občudujejo lepote Božjega stvarstva. Potem svetloba. Svetloba odganja temo in je znamenje dobrega, znamenje, da je Bog močnejši od smrti. Belina, bela barva, je znamenje čistosti. Mojzes in Elija sta znamenje stare zaveze. Mojzes je predstavnik očakov, Elija pa prerokov. Spanje. Spanje je znamenje utrujenosti in nezainteresiranosti, pa tudi človeške slabosti. Spomnimo se, kako so apostoli spali med tem, ko je Jezus molil in trpel agonijo v vrtu Getsemani pred svojim križevim potom. Spali so, čeprav jim je Jezus naročil, naj molijo.
Šotor. Šotor je znamenje prebivališča, zlasti začasnega prebivališča. Mimogrede, beseda tabernakelj pomeni v prevodu šotor. V tabernaklu torej v današnjih časih prebiva Jezus pod podobo posvečenih hostij. Ko je Peter predlagal, da bi postavili 3 šotore, je hotel to lepo doživetje, ki so ga doživeli, konzervirati, ohraniti. Drage gledalke in gledalci, danes bi lahko govorili o raznih znamenjih, svetlobnih in drugačnih, ki so del privatnih razodetij. Zgovorno je bilo na primer znamenje, ki je bilo povezano s fatimskim sporočilom in je napovedovalo 2. svetovno vojno. Gre za tako imenovano noč z neznano svetlobo, ki se je zgodila med 25. in 26. januarjem 1938 in je bila vidna od vzhodne Evrope do Kanade. Kasneje je prišlo na dan, da je to Marija napovedala pastirčkom v Fatimi leta 1917. V teh dneh so aktualna razna pričevanja o podobnih znamenjih v zgodovini ali tudi pred kratkim. Slišimo na primer o Marijinih privatnih razodetjih in klicih. Ne vemo, kaj se bo na tem planetu še zgodilo. Skratka, povabljeni smo k goreči molitvi in postu za mir na svetu, da odženemo hudobnega duha. Zaupamo, da je Bog voditelj zgodovine in da zna tudi slabe dogodke obrniti na dobro. Po eni strani čutimo, da si ljudje za svoje brezbožno življenje zadnjih desetletij najbrž res zaslužimo pokoro. Velikokrat je žal tako, da pokoro opravljajo nedolžni ljudje namesto grešnikov. Po drugi strani pa kristjani vemo, da smo na tem svetu samo začasno in da je naša prava domovina v nebesih. Hvala Bogu, da nam je razodel tudi nadnaravni svet, duhovni svet, svet večnosti. To nas v trenutkih preizkušenj opogumlja. No, k molitvi za mir pa nas vabi tudi papež Frančišek. Mimogrede, v teh dneh smo obhajali obletnico njegove izvolitve za papeža. Povabljeni smo pa tudi k solidarnosti z vsemi trpečimi in hvala, da ste svojo solidarnost že pokazali. Naj bo Bog z nami v teh časih preizkušnje in naj posluša naše molitve za ves svet.